Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni ljubitelji zborovske pesmi in tamburic. Lepo pozdravljeni na letnem zaključnem koncertu mešanega pevskega zbora Kulturno-umetniškega društva Brežice in tamburaškega orkestra Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič-Artiček. Obstaja vsaj 35 tehtnih razlogov za to, da smo danes tukaj. 35 let delovanja mešanega pevskega zbora Kulturno-umetniškega društva Brežice in vsako leto po več nastopov na pevskih revijah in različnih gostovanjih. Vsako leto tudi zaključni koncert pred zvesto domačo publiko. Vseh 35 let pomembnih dosežkih, ki je zbor dosegel, zbor vodita gospa Elizabeta in gospod Dragutin Križanič. Danes imam pesem prednost pred besedo. Zato zborovodja gospa Elizabeta Križanič, beseda, to se pravi pesem, je vaša. Prosim.
Spoštovani, pevskemu zboru se bo sedaj prilegel kratek. Posamezniku, ki dolgoletno ustvarja v ljubiteljski kulturi, zahvali in ga počasti za njegovo dolgoletno ustvarjanje. Za področje vokalne glasbe so to Galusove značke, imenovane po slovenskem skladatelju iz obdobja renesanse Jakobusu Galusu. Bronaste se podeljujejo za 5 in več letno ustvarjanje, srebrne za 10 let in več, ter zlate za 15 in več letno ustvarjanje. Danes jih bomo podelili nekaj današnjim slavljencem. Bronasto Galusovo značko prejmejo Anton Eister, Antonija Dvornik, Anton Kostanšek, in Olga Majzer. Srebrno Galusovo značko prejme Terezija Marin. Zlate Galusove značke prejmejo Željka Badovinac, Marijana Kržan, Marija Ana Kugler, Marija Kuharič, Marija Peterlin, Sava Repac, Ida Žalik, in Cvetka Žičkar. Vsem prejemnikom iskreno čestitamo in želimo še dolgo leta dobrih glasov in druženja v mešanem pevskem zboru Hud Brežice. Čestitke. Hvala gospe Simoni Rožman-Strnad in Ireni Dribar in še enkrat čestitke vsem dobitnikom priznanj. Zdaj pa vabim mikrofone. Vabim mikrofonu še predsednika pevskega zbora, gospoda Janeza Avšiča, da podeli posebne zahvale zbora. Prisrčno pozdravljeni ob našem jubileju 35 letnici obstoja mešanega pevskega zbora je upravni odbor društva sklenil, da podeli ustanovnim članom zahvalo, seveda za to, kar so takrat dobrega naredili in vseh 35 let pravzaprav do danes prepevajo z nami. Prosim, Tanik. Torej,
ker mora biti najprej kokoška in jajček, smo se odločili, da najprej damo zahvalo gospodu Dragotinu Križaniču za prispevek. Ugankani deška, gospa Elizabeta Križanič. Ustanovni člani in članice. Vse 35 let, gospa Ida Žalik. Prav tako Mirel Gorevc. Za prispevek lepoti prvih akordov zbora leta 1984, tako imamo napisano v vseh zahvalah, ampak zdaj sem se skoncentriral, da sem to prečital. Rezika Đorđević. Da ne bo gospod Križanič sam, vabim, da prejme zahvalo Savo Repic. Naši pevki in tudi poetu Stanislavi Prnišnik. Štefti Augustin. Zavika Ausec. Zahvalo podeljujemo tudi občini Brežice za pomoč v vseh teh 35 letih in naprošeni tudi še naprej v področju. Posavskemu muzeju Brežice. Javni sklad, močna izpostava Brežice. Zveza kulturnih društev Brežice.
tamburaškemu orkestru Oto Župančič Artiče. Zdaj imam pa še jaz čas, da podamo zahvalo našemu zaslužnemu Janezu Avšiču za prispevek k poti prvih akordov zbora leta 84. Molim še eno zahvalo tudi Janezu Avšiču za dolgoletno nesebično razdajanje na mestu predsednika zbora. In tamburaškega orkestra Oto Župančič Artiče traja že 35 let. Obe sestavi sta se v teh letih izrazno dopolnjevali, se med sebojno obogatili in pričarali poslušalcem svoje vrstne glasbene doživlje. Takega sodelovanja zagotovo ne bi bilo, če ne bi velike povezovalne energije s svojim zavzetim delom udejanjala Elizaveta in Dragutin Križanič. Najprej tamburaški orkester samostojno dirigira gospa Klara Šivičič.
soigralci obeh zasedb ste navajeni, da koncertni spored vsako leto popestri Betkin sol. Pred 2 letoma pa se je odločila, da zaključi svojo solistično pot. Tudi brez strahu. Za to priložnost se je še dala pregovoriti in veseli smo, da je tako. Tutič Ninčevičevi Jele Ruže. Tamburaškemu orkestru dirigira gospodična Klara Šimičič, solo Elizabeta Križanič. Obeta pogled na prizorišče, bo sklepni del koncerta zazvenel v znamenju že omenjenega dolgoletnega sodelovanja. Prepustimo se glasbenim užitkom. Spoštovani, v srednjo čast in veselje mi je, da lahko namesto govora prečitam sporočilo, ki smo ga prejeli včeraj, in sicer od urada predsednika Republike. Sporočilo je naslednje. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih je predsednik Republike Borut Pahor dne 21. junija, torej včeraj 2019. leta, izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za dolgoletno delovanje na področju glasbenega šolstva v Brežicah, za obnovitev in razširjanje tamburaštva prejme gospod Dragutin Križanič medaljo za zasluge.
medalja bo podeljena 10. julija v Kristalni dvorani predsednikove palače. In v resnici je veliko veselje, da smo uspeli in v tem momentu se zahvaljujem vsem tistim, ki ste pomagali, da smo lahko argumentirali predlog za podelitev odlikovanja, da smo v tem uspeli in da je v tem momentu prišlo do tega, ravno ko je gospod Križanič praznoval svoj 70. rojstni dan in ko nas vodi pevski zbor in gospa že 35 let. Strinjali se boste z menoj, da je dovolj argumentirano, da nisem šel v nek govor ob predsedniški ob 35-letnici našega pevskega zbora oziroma društva in da želimo vsi, tudi nastopajoči in verjamem vsi v dvorani, da bi gospod Drago, gospod Zadeta, še veliko let delala z nami, ker nam je to veliko veselje, nam in verjamem tudi vam na tem. Hvala lepa. Je čas za sanje, za želje. Je čas v človekovem življenju za dejanja. In pride čas za spomine in zahvale. In danes je takšen trenutek. Vsakdanje brige, vsakdanje delo človeku pravzaprav ne dovolijo, da bi razmišljal preveč o tem, kaj to dela, s čim se to ukvarja in kaj to ljudem okrog njega pomeni. Takrat, ko se dogajajo take stvari, kot je ta današnja, začne razmišljati o tem. Začne delati neko inventuro narejenega v času, ki je za nami. Nekdo je lepo rekel, da ljudje nismo takšni, kakršni mislimo, da smo. Ampak smo ljudje takšni, kakršni mislijo, da smo. Doma imam ogromno lepih priznanj. Priznanj Tamburaškega orkestra, priznanj našega pevskega zbora, priznanj Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, priznanj ZKD-ja, priznanja oktobersko nagrado občine Brežice, naziv častnega občana občine Brežice. Vedno s ponosom govorim o tem, z veseljem govorim o tem. To je znak, da smo ljudje takšni, kakršni mislijo, da smo.
To je znak, da so ljudje moje delo skozi vsa ta leta prepoznali kot nekaj drugačnega. Jaz o tem nikoli nisem tako mislil. Ali očitno ste vi mislili drugače. In moram se zahvaliti vsem vam, želim se zahvaliti za tako pozitivno mnenje o moje osebnosti in mojem delu. Imam tudi Gerbičevo nagrado za delovanje na področju glasbenega šolstva. Tudi glasbeni šoli se moram zahvaliti in danes se moram zahvaliti vsem tistim, katerim je padlo na pamet, da predsedniku republike svetujejo, da iz njegovih rok prejmem eno tako posebno, res posebno zahvalo, odlikovanje, plaketo, ne vem sploh, kako to izgleda, ali takšen dogodek v življenju je res nekaj posebnega. Zato vam hvala vsem skupaj. Ko sem predvčerajšnjim dobil klic iz Ljubljane, gospa je rekla, vežem vaš gospodu Žekšu, doktoru Žekšu, mislim, kaj pa se to dogaja? Gospod Žekš pa je rekel, gospod Križanič, čestitam. Rekel, kaj se dogaja? Zakaj mi čestitate? Ja, dobili boste to in to. Sam mislim, da se je mogoče človek zmotil in sem ga vprašal, kdo pa je predlagatelj? In sem s tem hotel preveriti, da to odlikovanje pripada meni. In ko mi je povedal, da so predlagatelji iz občine Brežice, pa sem bil res prepričan, da to pripada meni. Izredno sem bil presenečen in gospod Žekš mi je rekel, veste kaj, po tej dokumentaciji vidim, da je vedno z vami vaša gospa. Žal, je rekel, ona ne bo dobila tega odlikovanja, samo vi boste dobili. Ali prosim vas, dajte se tudi gospe zahvaliti. In jaz se danes zahvaljujem svoji ženi, ne samo zaradi tega, ker to gospod Žekš rekel. Ne zaradi tega, ker me je vsa ta leta trpela takšnega, kakšen sem. Se nisem vedno dober. Sam biti tudi, ne bom povedal kako, še ne hvala rekel. Hvala lepa, ker stoji ob gospodu Dragu. Rad bi dodal temu, da na takih priznanjih piše eno ime, tokrat piše moje ime. Tako priznanje, tako nagrada ne pripada meni, ne pripada posamezniku, nikoli. Tako priznanje, taka nagrada pripada vsem ljudem okrog mene. Pripada amaterski kulturi Brežic, pripada našemu županu, ki to kulturo vedno podpira, tamburaškemu orkestru, pevskemu zboru, vsem zborom, vsem tamburaškim orkestru, vsem amaterjem v občini Brežice, a mi imamo pravi zaklad amaterske kulture. Tega se včasih ne zavedamo. O tem redko ne razmišljamo, še manj pa govorimo. Čas pa je danes, da opozorimo, da imamo pravi zaklad amaterske kulture in na to moramo biti ponosni in to moramo vedno podpirati.
če ne drugače, tako kot vi danes podpirate nas, da ste tu, da ste z nami. Za nocojšnji večer, hvala lepa tudi tamburaša, da smo bili skupaj. Res je, 35 let smo sodelovali vedno in zelo si želimo, če bi se to lahko nadaljevalo. Za spodbudo podane šal. Morda bi ob tej priložnosti še kdo rad besedo, gospod župan občine Brežice. Res je, po vseh teh besedah težko še kaj bistvenega dodati, vendar res mislim, da je le prav, da tudi seveda kot župan v imenu vseh občanov in občank in pa seveda vseh nas, ki smo tu v dvorani, spregovorim par besed. Seveda, pred 35 leti verjetno, ko ste ustanavljali to vaše društvo, vaš pevski zbor, niste niti razmišljali o tem, koliko let boste delovali, kakšne uspehe boste dosegli in seveda o vsem tem, kar se nocoj tu dogaja. Vendar definitivno ste v teh 35 letih ogromno naredili, predvsem lepih koncertov, veliko krat ste nas razveselili ali pa katero drugo publiko. Prav tako pa se mi vidi, da izjemnega pomena je to, da dejansko ste tudi ime občine Brežice prenesli tako v tujino, v druge kraje Slovenije in kjer god ste bili, ste promovirali tako občino Brežice, sebe in pa seveda predvsem našo kulturo, za katero je gospod Križanič povedal, da je izjemna, predvsem ta amaterska, ki lahko rečemo, da je na nivoju profesionalnosti. Zato seveda vam tudi jaz čestitam in se vam zahvaljujem. Seveda pa vemo, da takšni uspehi ne morejo se dogajati brez izjemnih ljudi in sigurno pečat vsem temu sta dala Elizabeta in pa Dragutin, ki sta vaša gonilna sila vsa ta leta. Prav tako pa seveda sta vedno skrbela tudi za to, da povezujete tako lokalno skupnost kot širše in jaz mislim, da je to tudi ključnega pomena. Glede na vaše dela ste že sami rekli, so vas opazili povsod, tudi občina Brežice praktično vam je že podelila skoraj vse priznanja, kar jih lahko. Gospod Dragutin celo tudi častni občan, kar je najvišje naše priznanje in seveda verjamem, da se je to tudi izjemno dobremu človeku podeljeno. Vesel pa sem, da tudi na naš predlog in pa še na predlog marsikaterih drugih, ki so bili nekako kot sopodpisniki tega, je tudi predsednik države prepoznal tako Dragutina, seveda tudi Elizabeto in tudi vaš pevski zbor kot nekaj pomembnega v Sloveniji. Ob tej priložnosti vam lahko samo še enkrat rečem hvala, čestitam za današnji nastop. Glede na to, da praktično vsa priznanja so že do sedaj, oziroma smo do sedaj podelili, pa nocoj mi ostane samo nekaj, da vam Elizabeta Ramen Šopek, v imenu občine Brežice, pa seveda svoj. Za Dragutina pa šampan number one, to je najboljše, kar imamo nekaj. Lep večer vam želim in uživajte še v koncertu. Hvala lepa. Spoštovane pevke in pevci, kot mešanega pevskega zbora kot Brežice, spoštovana Beti in Drago, v imenu javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice vam res iskreno čestitamo. Glede na to, da se veliko videvamo, saj oboji delujemo v isti stavbi, je seveda to naše poznanstvo še toliko bolj, bomo rekla, tesno povezano. Udar vam prinaša
prinašamo nekaj praktičnega, kar vam bo pomagalo na poti do vaših pevskih prijateljev. Sicer pa naj uporabim izrek oziroma misel iz najbolj znane Galosovega madrigala, ki pravi Musica noster amor, ali glasba je naša ljubezen, ki se nadaljuje, naj pesem bo spremnica naša. Mislim, da ta misel velja za vse vas. Hvala vam za vašo glasbo, hvala za vaše ustvarjanje, Veti in Drago, hvala za vašo iskreno in predano ljubezen do glasbe, ki jo prenašate na vse nas. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke v imenu Mešanega pevskega zbora Viva. Želim vam, da bi še dolgo, dolgo z dušo in s srcem prepevali tako kot doslej. To je najpomembnejše. Čestitke. To pa je nekaj za navaj. Čestitam gospodu Dravotu, ki je prejel tako priznanje, ki je res nam vsem čas vsem občanom Brežice. Veseli me, da ste tu pri nas. Hvala. Dobar večer, Bogdan. Izredno sem vesel nocojšnjega večera in seveda čestitam pevskemu zboru Kulturno-umetniškega društva Brežice pod vodstvom Elizabete in Dragutina Križaniča, prav tako tamburaškemu orkestru in bi rekel takole. 35 let vaših, pa tudi naših, župnijskih, če smem malo to uporabiti, to vašo 35-letnico, saj vsa leta zvesto prihajate tudi k nam v našo župnijsko cerkev Svetega Lovrenca v Brežicah ali tudi v cerkev Svetega Roka, kjer doživljamo čudovite pevske, kulturne trenutke. Hvala lepa in vse čestitke. Kar več bi govoril, bi bilo preveč, ker je bilo še vse povedano. Samo en stavek bom še pa vse da rekel. Midva med, ko smo rojena v Čakovcu. Iskrene čestitke Mešanemu pevskemu zboru, tudi v imenu tamburaškega orkestra pod Oto Župančič Artiče. Mi smo lani slavili 50 let, tako da, kaj se vas pa še čaka. Bom iskreno povedala, da sem darilo pozabila v avto, tako da se so vidik mi največje darilo, ne? Iskrene čestitke. Naš pesnik Tone Pavček je nekoč zapisal, da pravo prijateljstvo gore premika, se smeji in mežika kot sonce izpod dežnika. Dragi prijatelji, s te strani in s te strani, dragi tamburaši, pevke, pevci, sedanji, bivši, res je poseben privilegij, da smo toliko let bili skupaj. Res sva imela posebno srečo, da ste nas okrožali samo dobri ljudje. In vsekakor je treba zahvaliti se tisti, katera nam je to pravzaprav naredila glasba.
in to je njena moč. Iskrena hvala vsem za vse lepo, kar smo dobili od vas. Hvala. Dovoljen je na meni kratek povzetek nocojšnjega večera. Toliko lepih želja in trenutkov smo doživeli, zlasti nastopajoči, ki smo se pripravili za ta večer, in prepričan sem, da nas dogodek spodbuja in zavezuje, da vztrajamo še naprej na tej poti. Hvala vam za vse, predvsem za polno dvorano, predvsem za razumevanje, ker smo morali dati na 2 radijske postaje in še kako drugače preklicati, torej, da so vse karte pošle. In to veliko in največ pove. Hvala lepo. Vsem govornicam in govornikom za izrečene misli, hvala lepa.